Hvala ti, Argentina. Velika turneja po Južni Ameriki se pravzaprav začenja na začetku 70. let prejšnjega stoletja, ko je Rajko Đorđević v Velenju ustanovil folk trio Ave, ki je po večjih kadrovskih in glasbenih spremembah postal eden najbolj popularnih rock ansamblov nekdanje Jugoslavije v sredini 70. let. Kmalu potem je ansambl Ave prenehal delovati. Đorđević je v 90-ih ustanovil lastno televizijsko hišo VTV Studio in v začetku tretjega tisočletja večino nekdanjih članov spet združil v ansambl Ave, ki ga je okrepil z novimi močmi. Ansambl je poleg lastnih skladb igral tudi številne tuje rock skladbe. V svoj program pa je občasno vključeval še druge zvrsti glasbe. Prvo veliko turnejo je imel ansambl Ave leta 2005, ko so jih v Avstralijo povabili tamkajšnji slovenski zdomci. Ansambl je na 3-tedensko potovanje povabil tudi divo slovenske zabavne glasbe Heleno Blagne, virtuoza na harmoniki Roberta Goterja ter povezovalca in humorista Vinka Šimeka. Med turnejo so obiskali vsa večja avstralska mesta in imeli 18 koncertov. Vse povsod pa so jih naši izseljenci sprejeli z navdušenjem. Kljub temu, da je bila turneja po Avstraliji naporna in kljub temu, da so si člani ansambla Ave naložili nov križ, jih je 10 let po Avstraliji povabilo Slovencev iz Južne Amerike vznemirilo. Živo so še imeli v spominu koncerte, neverjetno ganjenost in hvaležnost avstralskih Slovencev. Odločitev za 4-tedensko turnejo po Južni Ameriki ni bila težka. Organizacijo turneje Hvala ti, Argentina ansambla Ave z gosti je prevzel VTV Studio o podpori Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zunanje zadeve, njegovega urada za Slovence po svetu. Osrednji cilj turneje je bil enostaven: med izseljence prinesti delček domovine, slovensko pesem in besedo, ter jim tako pomagati ohranjati zavedanje, da so Slovenci. Načrt turneje je bil res pogumen. Majhna slovenska odprava naj bi obiskala 5 južnoameriških držav: Argentino, Urugvaj, Brazilijo, Čile in Paragvaj, ter v slabih 4 tednih pripravila 10 nastopov v slovenskih domovih. Glavno breme organizacije je seveda nosil direktor VTV Studia in vodja ansambla Rajko Đorđević, ki je opravil nešteto pogovorov, napisal množico elektronskih sporočil, urejal prevoze, finančna sredstva in 1000 malenkosti, da je lahko na pot v Južno Ameriko 8. oktobra 2015 končno odšla 12-članska odprava. Na letališču Jožeta Pučnika je bilo pred vkrcanjem na letalo za Frankfurt prav živahno. Člani odprave so še zadnjič preverili prtljago in dokumente in objeli svoje bližnje. Ave pa so morali odgovarjati še na zadnja novinarska vprašanja. Ni plana pravzaprav, imamo mesti red in da to kaj nače. V Južno Ameriko so odpotovali Rajko Đorđević, kitarist in pevec, vodja skupine Ave, producent turneje; Mišo Melanšek, bas kitarist in pevec; Leon Ferme, bobnar; Matej Kovše, klaviaturist in tonski mojster; Alen Kovše, kitarist in pevec, ki je v času turneje nadomeščal Sergeja Škofljanca, ki zaradi obveznosti ni mogel na pot; Teja Leskovšek, pevka; Robert Goter, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko; Vinko Šimek, humorist, pevec, povezovalec programa; Franci Čelhar, pianist in Sonja Šimek, ter kronista Bojan Petrej in Vlado Vrbič. Let iz Ljubljane do Frankfurta je kar hitro minil, tam pa nekajurno čakanje na naslednji let do Buenos Airesa, ki ga je ekipa preživljala vsak po svoje. Que se prepare el guitarrero.
Seveda pa se skupina v tujini ne bi mogla znajti sama. Veliko truda in prijaznosti so za organiziranje in vodenje po Južni Ameriki porabili zakonca Mary in Milan Keržič ter Damjana Hlin in Marjana Pirc. Slovenci so se v Južni Ameriki naseljevali v 3 glavnih valovih. Prvi val izseljencev sega v leta okoli Prve svetovne vojne. Drugi, najmočnejši val pa v 30. leta 20. stoletja v čas velike gospodarske krize. Medtem, ko so se ljudje do druge svetovne vojne za izselitev iz Slovenije odločali predvsem zaradi svoje materialne stiske, je bil val naseljevanja Slovencev v Južni Ameriki po drugi svetovni vojni večinoma posledica političnih razmer v Jugoslaviji. Izseljevali so se predvsem tisti, ki so bili med drugo svetovno vojno na strani poraženih domobrancev in njihovi sorodniki. Večina njih izhaja iz Dolenjske, Notranjske in Gorenjske. Sprejem na letališču v Buenos Airesu je bil nadvse topel in prisrčen, čeprav so gostitelji na goste čakali v preddverju dobro uro. Zapletlo se je namreč na carini. Poleg svojih glasbil so glasbeniki s sabo namreč tovorili še nekaj 100 kilogramov ozvočenja, saj naj bi v krajih, kjer je bilo načrtovano gostovanje, bilo časno ozvočenje najboljša rešitev. Že na letališču torej se je zapletlo z dokumenti. Na srečo pa je bil vodja carinikov Bobnar in po daljšem čakanju je ob doplačilu varščine ozvočenje smelo prestopiti argentinsko mejo, ob zagotovilu, da bo iz Argentine tudi odšlo. Ob zvokih Avsenikove golice in ploskanju argentinskih Slovencev so gostje končno uradno stopili na južnoameriška tla. Kakšne probleme? Ja, le. Zdaj si samo od mene odvisno. Ja, gremo ven. Pejmo. Dale, Marjan. El mundo con la mirada, medir las desigualdades y la esperanza. Večina od 35 tisoč Slovencev se je v Argentino priselila med vojnama. Okoli 25 tisoč. Političnih priseljencev po drugi vojni je bilo okoli 10 tisoč. Priseljenci so se v Argentini združili v močna društva, ta pa v zvezo. Močno povezovalno vlogo je od nekdaj imela vera in cerkev. Slovenski domovi so bili kraj druženja, ohranjanja slovenske kulture in izobraževalna središča. Prva generacija izseljencev počasi izginja, toda njihovi otroci, vnuki in pravnuki, vsaj iz pripovedovanja, dobro poznajo in večinoma govorijo zelo lepo slovenščino, ki bi jim jo lahko zavidal marsikateri Slovenec v domovini. Od 12 argentinskih slovenskih društev jih je kar 6 v Buenos Airesu.
Večji del turneje je glasbena odprava preživela prav v Argentini, kjer je bilo tudi največ nastopov. Argentina leži med južnimi Andi in Atlantskim oceanom, meji pa na vzhodu na Brazilijo in Urugvaj, na severu na Bolivijo in Paragvaj ter na zahodu na Čile. Po površini je 8. na svetu, meri kar 2.800.000 kvadratnih kilometrov, torej 140krat toliko kot Slovenija. Ima pa razmeroma skromnih 40 milijonov prebivalcev, kar pomeni, da je razmeroma redko naseljena, sploh če vemo, da je od tega skoraj polovica prebivalcev naseljenih v Buenos Airesu. Ime države izhaja iz besede argentum, ki pomeni srebro. Prav zaradi rudnega bogastva je Španija okoli leta 1500 Argentino zasedla in ji potem vladala dobra 3 stoletja. Argentina je samostojna od leta 1830. Do danes pa je preživela že kar nekaj vzponov in padcev. Spomnimo se obdobja vladanja Juana Perona, njegove tretje žene Izabele, pa dolgoletnega nasilja vojaške hunte. Nato pa je bila leta 1983 spet vzpostavljena civilna oblast. Najmočnejša gospodarska veja v Argentini je kmetijstvo, predvsem živinoreja in živilska industrija, največ predelava mesa in pridelava sladkornega trsa ter soje. Argentina je največja izvoznica zemeljskega plina v Južni Ameriki in 4. največja svetovna proizvajalka biodizla. Hotel Argentino, ki je odpravi nudil udobje, kadar je bila v Buenos Airesu, leži blizu centra, ob najdaljši in nenavadno široki aveniji 9. juli, ki ima pasove posebej za avtomobile, avtobuse, železnico, kolesarje. V poznih večernih urah so si popotniki privoščili prvo južnoameriško poznopopoldansko kosilo v piceriji v središču mesta. Takrat še niso vedeli, da bo pica pogost izhod v sili, ko bo lakota velika, časa za potešitev pa malo. Roko na srce, pice so velike, sočne, bogato obložene, z različnimi nadevi in z veliko sira. K pici pa seveda poštena kupica piva ali 2. O kilogramih, ki so se kljub naporom na koncu turneje nabrali, pa ni smiselno izgubljati besed. Seveda ni manjkala zdravica, kolikor kapljic, ki je navdušila tudi ostale goste v restavraciji. Naše prvo južnoameriško jutro se je kopalo v soncu, ko so se na za promet zaprti aveniji pojavile prve skupine indijancev v svojih nošah. Z glasbili, na stojnicah so se pojavile klobase, pečene svinjske krače, empanadosi, sadje in bomboni. Šele kasneje smo se zavedli, da imamo izredno srečo, da smo naleteli prav na festival indijanske kulture iz Argentine in Bolivije, na katerem so se predstavile številne skupine plesalcev in glasbenikov. Srečo smo imeli zato, ker smo sicer načrtovali nekaj obiskov pri Indijancih v Čilu, pa smo jih morali zaradi snežnih neurij odpovedati. Tako smo v nekaj urah doživeli vsaj delček indijanske folklore. Poleg glavne avenije je bilo zaprtih še kar nekaj kilometrov ostalih cest, tako, da je bil ustvarjen krog, v katerem so skupine, v katerih so bili tudi mali otroci, plesale od zgodnjega dopoldneva do večera. Festival je bil osupljiv splet plesa, pesmi, barvitih mask in oblačil, prava paša za oči in komentar seveda ni potreben.
Vsekakor ne smemo pozabiti omeniti obeh obiskov na Radiu Argentina in v slovenski hiši v Buenos Airesu. Radio Argentina lahko poslušajo na širšem področju Buenos Airesa, vsako soboto ima enourno oddajo za Slovence. Ker želijo, da oddajo razumejo vsi domačini, je program v španskem jeziku. Na radiju so Rajko, Vinko, Robert in Teja v pogovoru z znanim voditeljem Mirkom Vasletom spregovorili o turneji Hvala ti, Argentina. To pesem, ki smo poslušali, se imenuje Na špici. In to vi igrate, to, kar smo prej nastopamo, tako da ni samo ta turneja bila vzrok. Pravi teden se jaz usedem na harmoniko, igram z enim prstom, igram steklenico. Lugar de Helena Blagne, que se enfermó a último momento, no pudo viajar, y entonces está en Australia. Editaron 2 álbumes y para esta gira un tercero. Sedež Zveze slovenskih domov v Argentini je v slovenski hiši v Buenos Airesu, kjer je tudi slovenska šola. Že več kot pol stoletja ta ustanova organizira srednješolski tečaj, ki ga dijaki obiskujejo ob redni šoli, letos ga je zaključilo kar 125 otrok. Veliko dijakov se potem izpopolnjuje še v Sloveniji, nekateri pa tam tudi zaključijo univerzo. Iz slovenske skupnosti v Argentini se je doslej izšolalo za duhovniški poklic več kot 50 argentinskih Slovencev. Ker se je bližal zaključek šolskega leta, je bila ravnateljica slovenske šole našega obiska morda malo manj vesela. Vsekakor pa so nas bili veseli učenci, ki so si pouk popestrili zanimivimi gosti. Rajko je učence pozdravil, Vinko obudil nekaj zabavnih dogodkov iz svojih šolskih dni. Robi pa je veselo raztegnil meh. Glasbeni ognjeni krst smo doživeli 11. oktobra v slovenskem domu v San Justu, na prireditvi ob 59-letnici našega doma San Justo. Že večer pred tem smo pripravili ozvočenje in imeli generalko. Slovensko je. Franz, und dos, Franz. V tem kraju v Buenos Airesu je nas Slovencev okrog več kot 2000, iz našega doma pa 700 članov, katerih aktivnih je čez 350. Tako, letos praznujemo 59. obletnico našega doma, odkar so začeli s tem naši starši in z velikom trudom in še to nadaljuje naš dom in praznuje res lepo in veliko še okroglo obletnico. Praznovanje obletnice se je začelo z mašo v dvorani doma. Verski obredi so, vsaj v Argentini, stalnica pri srečevanju naših izseljencev, saj je bila skozi desetletja pomemben člen povezovanja Slovencev in ohranjanja slovenstva. Po maši pa so gostitelji izrekli dobrodošlico navzočim in po dvigu zastav odprli razstavo Naše korenine, ki prikazuje življenjsko pot slovenskih izseljencev v Argentini.
Prizadevni gostitelji so se potrudili in pripravili slavnostno kosilo, kjer seveda ni manjkala goveja juha in pa seveda meso z velikega žara. Po okusnem kosilu, kjer je seveda kraljevala govedina z velikega žara, so se gostje preselili v prireditveno dvorano. Kulturni dogodek pod imenom Slovenske korenine nas drže je bil splet besede, pesmi in plesa. V njej so se predstavili pevski zbori, folklorne skupine, plesalci in gledališčniki. Nastopi, ki so bili na izjemno visoki ravni, na izjemni sceni, so bili dokaz, kako zelo Slovenci v Buenos Airesu spoštujejo in negujejo slovensko kulturo. Večer pa je bil namenjen osrednji točki dneva, nastopu skupine Ave z gosti. Kot na vseh nastopih v Argentini je najprej zazvenela himna turneje Hvala ti Argentina, ki jo je napisal Rajko Đorđević, v španščino pa prevedel izseljenec Damjan Ahlin. Ave so profesionalno odigrali del svojega programa. Mlada pevka Tea Leskovšek je dodala nekaj priljubljenih slovenskih popevk, Robert Goter pa na noge s svojimi vragolijami na harmoniki dvignil staro in mlado. Vinko Šimek je kot zastavo stresal šale in spretno odvodil večer, ki so ga zaključili člani skupine Ave s pravim rock koncertom, kjer se je občinstvu še posebej prikupil rosno mladi solo-kitarist in pevec Alen Koše. Argentinski Slovenci niso lačni samo slovenske pesmi in besede, temveč tudi plesa.
Najraje so se veselo zavrteli ob narodno-zabavnih pesmih, ki jih avovci skupaj z Robertom, kljub temu, da so v bistvu rockerji, znajo prav dobro in z občutkom zaigrati. Teja in Vinko pa sta prispevala svoja lepa glasova. Druženje ob glasbi se je zavleklo dolgo v noč. Po prijetnem druženju pa seveda še skupinska slikanja, vpis v knjigo gostov in izmenjava daril. Iz Buenos Airesa pa skok v 200 km oddaljeno urugvajsko glavno mesto Montevideo. Z moderno ladjo smo prečkali delto reke Rio de la Plata ali Srebrne reke, ki je široka celo do 200 km. Urugvaj je še pred leti zaradi svojega stabilnega političnega sistema in razvitega gospodarstva veljal za južnoameriško Švico. V zadnjem desetletju pa jo je gospodarska kriza močno prizadela in velik del prebivalstva je obubožal. V Urugvaj so Slovenci, daleč največ jih je iz Prekmurja, prišli že pred kakšnim stoletjem. Njihova prva skrb je bila preživetje, zato so slovensko kulturo podredili ustvarjanju normalnih pogojev za življenje. Danes skoraj da ne znajo več slovenskega jezika, še vedno pa čutijo svoje korenine in ohranjajo del kulture. V slovenskem klubu nas je že čakalo kosilo. V slovensko prekmursko društvo, ki šteje kakšnih 300 duš, je vključenih tudi precej Hrvatov, zato so se skozi popoldan in večer prepletali večinski španski jezik in bolj redko slovenščina in hrvaščina. Ker smo na meji morali pustiti polovico ozvočenja, smo nastop prilagodili možnostim. Razpoloženje je bilo prav prisrčno. Kosilo, slovenska beseda, sicer redkejša in manj razumljiva, toda občutki občinstva med nastopom so se jasno odražali na njihovih obrazih. In veselo je bilo tudi po uradnem delu nastopa, ko je glavno besedo dobila harmonika. Dan po koncertu je bil namenjen ogledu Montevidea, v katerem živi več kot polovica od 3 milijonov in 300 tisoč prebivalcev države. Mesto je živahno, center z neokolonialno arhitekturo urejen, kot se za glavno mesto spodobi. V 18. stoletju je bil Montevideo vojaško središče španskega imperija in huda konkurenca trgovskemu središču imperija Buenos Airesu. V 19. stoletju so se po celi Južni Ameriki pričela gibanja za neodvisnost, ki so jim sledila tudi gibanja za neodvisnost Urugvaja od Španije. Leta 1828 je Urugvaj postala neodvisna država z glavnim mestom Montevideo. Postopoma so evropski priseljenci izrinili domače prebivalstvo, Indijance plemena Karuas, in postali večinsko prebivalstvo.
Po zgodnjem bujenju nas je čakal še 2000-kilometrski polet z letalom v Brazilijo, v velemesto São Paulo. Brazilija, uradno Federativna republika Brazilija, je največja in najbolj naseljena država v Južni Ameriki. Je 3-krat tolikšna kot Argentina in ima skoraj 200 milijonov prebivalcev. Širi se preko ogromnega področja med Andi na zahodu in Atlantikom na vzhodu. Meji pa na Urugvaj, Argentino, Paragvaj in Bolivijo na jugu, Peru in Kolumbijo na zahodu, Venezuelo ter Gvajano, Surinam in francosko Gvajano na severu. Brazilija je dobila ime po bražilki, krajevnem listnatem drevesu, ki daje les za rdečo barvilo, v njej pa najdemo tako ekstenzivno kmetijska področja kot deževne pragozdove. Njena usoda je podobna argentinski. Odkrili so jo v začetku 16. stoletja. Na začetku pa je dobila samostojnost. Le gospodarja je imela drugega. V Argentini so vladali Španci, v Braziliji pa Portugalci. Zato je tam danes tudi uradni jezik portugalščina. Konec 19. in v začetku 20. stoletja se je v Brazilijo priselilo kar 5 milijonov ljudi. V državi so vladali različni režimi. Od sredine 60. do sredine 80. let je bila na oblasti vojaška hunta. Odtlej so vlade izbrane demokratično. Brazilija je največji svetovni rejec živine. Je največji svetovni proizvajalec pomaranč, kave in sladkorja, velika izvoznica lesa. Ima veliko naravnih bogastev, predvsem premoga, železove rude in nafte. Razvito ima predvsem avtomobilsko industrijo. Potem, ko smo bili v Buenos Airesu že kar malo razočarani nad vremenom, se je pomlad krepko zamujala in so bile temperature le nekje do 20 stopinj, nas je São Paulo pričakal 37 stopinjami Celzija. Tudi Slovenija je v São Paulu odprla gospodarski oddelek slovenske ambasade, ki ga vodi Kristina Radej. Gospodarski oddelek je organiziral nastop v São Paulu in prva pot je glasbenike vodila z letališča v njen sedež, udobno zgradbo obkroženo z visoko ograjo. São Paulo je nevarno mesto. Umori, ropi in kraje se vrstijo iz minute v minuto. Ulice premožnejših prebivalcev imajo svoje varnostne službe. V São Paulu se da lepo živeti, če imaš denar. Klima je ugodna, hrana dobra, toda navaditi se moraš na uživanje znotraj ograje. Kristina Radej, ki je s sodelavci tudi organizirala tamkajšnji koncert, je goste seznanila o tem, kaj vse Slovenija počne za to, da bi izboljšala gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Brazilijo, ki ima še veliko odprtih možnosti. Ena od aktivnosti gospodarskega oddelka je tudi krepitev kulturnega sodelovanja med državama. Zato so bili na večerni koncert poleg slovenskih povabljeni tudi brazilski poslovneži. Jaz sem prišla pred letom in pol in sem Trgovinski urad Republike Slovenije preoblikovala v gospodarski oddelek Veleposlaništva Republike Slovenije v Braziliji. Moja vloga je pomoč in krepitev gospodarskega sodelovanja med obema državama in pa krepitev slovenstva v Braziliji. V Braziliji je približno 5000 potomcev Slovencev in Slovencev, predvsem so v São Paulo, v okolici São Paula, nekaj tudi v drugih delih države. So povezani v slovensko skupnost, katere predsednik je Martin Črnugelj, ki je letos praznoval 80 let. Brazilija je zelo intenzivna država. Življenje zahteva ogromno energije, ogromno impulzov, daje tudi zelo živa brazilski temperament. Tako da Slovenci in njihovi potomci zelo težko vzdržujejo slovenski jezik, ker jih je brazilska kultura tako posrkala vase. Trudi se vsak po svoje, po najboljših močeh, vendar opažamo, da druga in tretja generacija že počasi izgublja stik z Slovenijo, slovenskim jezikom in Slovenija oziroma Urad za Slovence
Ministrstvo za kulturo daje velik poudarek na temu in tudi zunanje ministrstvo, da bi zopet Slovence oziroma zamejce pritegnili nazaj in dobili dobre stvari, ki jih takšne skupnosti v tujini ponujajo domovini. In kaj našim vojakom pomenijo takšni obiski, kot je naš? Bom ponovila nekoga, ki je rekel, da Slovenijo ljubijo najbolj tisti, ki živimo v tujini. In mislim, da sem s temi besedami povedala prav vse. Pozornost potrebujejo Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu. Pozornost svoje domovine in takšni obiski so prav to. In zelo srečni so, kadar se jim zgodi takšen obisk. Zelo srečni smo, kadar se nam zgodi takšen obisk. Koncert je bil v umetniški četrti São Paula, kjer je cela vrsta glasbenih klubov. Ave so nastopile v klubu Ton Ton, ki z diskretno razsvetljavo in številnimi fotografijami osebnosti sveta glasbe obeta pravo koncertno ozračje. In to se je tudi zgodilo. Tu so rockerji Ave prišli do pravega izraza, kar je s svojo sproščenostjo potrdilo tudi občinstvo. Med gosti smo med drugimi spoznali tudi mamo in sina, Margarido in Mirka Hlebanja, ena najuspešnejših podjetnikov v Braziliji.